ko bi vi vedeli, kako imam jaz rad stročji fižol. Pripravljam ga na 3 načine, v borani in še enkrat v borani. In danes delamo boranjo in to vegi verzijo. Dajmo začeti kar s paradižniki. Najprej naredimo majhno zarezo v obliki črke X. Nato jih damo za minuto 2 v vrelo vodo, toliko, da bo koža paradižnikov odstopila. Odstranimo jih iz lonca in pustimo, da se malce ohladijo. Vmes narežemo čebulo. Nasekljamo jo na drobne koščke. Potem pa segrejemo lonec, dodamo nekaj olivnega olja in na njem popražimo čebulo. Pražimo jo do zlato-rumene barve. Zdaj, ko so se paradižniki nekoliko ohladili, jih olupimo. Nato jih še razrežemo na majhne koščke. Kar dajte si duška. Medtem ko se je čebula lepo popražila, jo deglaziramo z decilitrom belega vina in pustimo, da se ta pokuha. To ful fino diši in zdaj dajmo noter paradižnike. Medtem ko se čebula in paradižniki nekoliko dušijo, stremo 3 stroke česna in jih kar z olupkom vržemo v lonec. Vzamemo še vejico rožmarina, dodamo tudi to in vse skupaj premešamo. Zdaj pa vzamemo stročji fižol, mu odrežemo konce, ga narežemo na nekje 2 do 3 cm dolge koščke. Potem pa tudi tega dodamo v lonec. Solimo, popramo, pokrijemo in kuhamo nekaj minut. Boranjo bomo zalili še z jušno osnovo, potem je pa vse skupaj že skoraj narejeno. Tale boranja bo fantastična. Če bi hoteli narediti še mogoče malce bolj guštno, tako bolj okusno boranjo, bi lahko na začetku noter pred čebulo dodali slanino in potem na maščobi od slanine popražili čebulo. Slanino ali pa ocvirke. Je pa ta boranja vegi in drugače gre noter še kakšen piščanc ali pa kakšna govedina ali pa svinjina, ker okoli meso vam pač paše. Tole bo pa božansko. Nekaj minut pred koncem kuhanja dodamo še žlico sladke mlete paprike, premešamo in boranja je pripravljena. A ni fantastična? Postrežite jo s kosom kruha s krompirjem. Meni je ta zadeva tako všeč, da se jo bom kar takoj lotil. Uživajte in dober tek!